Moramo tja gledati. Je po mojem, če rečeš živijo, boš kaj ok, živijo. A zdaj pauza spet. Prej mora biti. To je že. Ok, živijo, jaz sem Jakob, danes je z mano Matevž, debatirali bova o 4 poslednjih rečeh, kjer smo trenutno v mesecu novembru, ki je, pomagaj mi. Ja, mesec november je ponovadi namenjen temu, da še posebej, a ne itak molimo za rajne, ampak v mesecu novembru pa še posebej obiščemo grobove v začetku novembra. Tudi lahko prejmemo popolni odpustek za naše rajne. Skratka, načeloma je vse posvečeno temu, da razmišljamo o smrti, o sodbi, o nebesih, o peklu, o vicah. Skratka, o tem, da se naše življenje ne konča s tem našim bivanjem na zemlji. In pa v bistvu zaključimo ga tudi z Kristusom kralja, to se pravi z nedeljo Kristusa kralja. In pa posebej se mi zdi, da tudi tako lepo prelevi v advent, ko nekako v prvi polovici adventa ne razmišljamo, molimo o Jezusovem drugem prihodu. No, super. V glavnem vsem tem bova danes govorila, zdaj pa da začneva mogoče prvo z molitvijo, tako da bi te povabil, če lahko prevzameš. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Pridi, Sveti Duh, Napolni srca svojih vernih in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo, Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, da nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav in se le radi sprejemali njegove spodbude po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Ok, super. Hvala ti. Mogoče za začetek, kaj je sploh to, kaj so 4 poslednje reči, kjere so, kaj je njihovo bistvo, pa zakaj se sploh gre tako, mogoče prvo, da malo poveš na splošno, kaj je to, da malo spoznamo, pa bi se pa vsake konkretno malo bolj dotaknili, pa obdelali celotno temo. No. Ja, se mi zdi, da tako cerkev dostikrat, zato da bi si ljudje lažje zapomnili neke verske resnice, naredi, ne vem, recimo imaš tako 4 poslednje reči, to se pravi, naredi nek tak skupek, naredi neko tako bolj katechetsko sredstvo, in o 4 poslednje reči je dala pač nek razmislek o naši smrti, pa o naši v bistvu večnosti. In tako imamo v bistvu, se sem že na začetku povedal, prva poslednja stvar je smrt, potem druga je sodba, tretja so nebesa in četrta pekel. Nekako to so 4, ki si v bistvu sledijo več ali manj pač v tem vrstnem redu. Okay. Ja. Prav, kaj mogoče pol o smrti, kaj je najbolj pomemben, kaj je smrt, kako ti doživljaš smrt, kje si se mogoče prvič srečal z njo, ne vem, ali neka osebna izkušnja, ali mogoče malo na splošno, kaj je sploh smrt, kako si ljudje predstavljamo smrt, oziroma si jo sploh lahko predstavljamo. Po moje je smrt nekaj, česar se v bistvu ljudje najbolj bojimo v našem življenju, če lahko rečem. Je nekaj, česar se mi zdi, da sploh v današnji dobi, da je nekako ta zelo velika dvojnost. Na eni strani se nas smrt zelo fascinira, sploh v Mehiki, pa v Južni Ameriki je zelo znan. To imajo praznike, pa to. Ta kult, v bistvu Santa Muerte, se pravi svete smrti. Je neka fascinacija nad smrtjo, ogromno je tudi nekih simbolov povezanih s smrtjo. Na drugi strani se pa zelo izogibamo. Jaz, tudi kot župnik sem lahko zelo velikokrat opazil, da na pogrebih zelo redko srečaš kakšnega otroka, zaradi tega, ker jih probamo čim bolj obvarovati, zaradi tega, ker je to pač en del življenja, ki ga mogoče ne bodo mogli predelati. In tako pa se mi zdi, da mogoče, da je prav s tem nekako v bistvu naredimo iz smrti nek tabu. Nekaj, o čemer se ne govori, nekaj, kar ne izkusimo. In zaradi tega ima tudi posledično, ko se v resnici enkrat pa srečaš s smrtjo, ima lahko dosti bolj traumatične posledice. Jaz se spomnim sam zase. Kako to preprečiti? Kako premagati ta strah ali pa tabu konkretno pri mladih ali pa pri otrocih? Pač kaj, jih dejansko pripeljati tja in da konkretno vidijo, no, kaj smrti, ne, ampak
Ali kaj je, kako premagati te tabuje, kako se jih rešiti, kako iti korak naprej. Ja, meni se zdi, da jaz zase lahko iz svoje izkušnje povem. To se pravi, sem bil pač ministrant že od majhnega, no, nekako 3. razreda osnovne šole. In v bistvu sem pač me župnik velikokrat povabil, da smo šli na pogrebe in tam se srečuješ s smrtjo, vidiš v bistvu tudi umrle, vidiš trupla, nekako spremljaš ljudi v teh zadnjih trenutkih, ko se poslavljajo od svojih najbližjih. Se mi zdi, da počasi spremeš lahko smrt, ok, je žalostna, ampak je del življenja. Ni nekaj, kar bi se mi bilo potrebno bati. In v bistvu se mi zdi, da sploh takrat, ko nekdo od bližnjih umre, omogočiti, pa ne samo otrokom, pač tudi mladim, tudi odraslim, da se res omogoči pač neko slovo, da se posloviš od ljubljene osebe. Pač to je oseba, s katero si preživel en del svojega življenja, ki ga imaš rad. En del tvoje ljubezni je šel tej osebi. In je prav, da se pač na nek normalen, počasen način v bistvu, da se od te osebe lahko posloviš. In tukaj je ena stvar, ki se mi zdi, da je tudi zelo značilna za naš čas. Je ta, da se zelo bojimo v resnici tudi sploh mrtvega telesa. Kot kristjani verjamemo, da telo ni samo, dostikrat lahko slišimo, da nismo telo, ampak smo duša, ki ima telo. Pa je v bistvu iz neke krščanske antropologije to neko napačno gledanje. Smo duša in telo, Ni samo to neka lupina, ki pač drži našo dušo, ampak je dejansko telo, smo tudi mi. To lahko zelo lepo vidimo in to naše telo je polno življenja, seveda, ko se loči od duše in na koncu je to definicija smrti, če v bistvu prideva do bistva tega. Je kaj? Je to, da se naša duša pač loči od telesa. Pridemo v neko stanje, ki če gremo tako realno pogledati, v resnici nikoli ni bilo to se pravi, v začetku ni bilo v Božjem načrtu, ampak je naš greh povzročil to stanje. To se pravi, da v nekem trenutku se pač lahko duša, pač ob naši smrti, da se duša loči od telesa. In ne verjamemo kot kristjani, da je to stanje tudi samo začasno. Torej, da po naši smrti sta duša in telo ločena, ampak nekoč bosta pa spet ob drugem Kristusovem prihodu, bosta pa spet združena in bosta spet skupaj. Skratka, in zaradi tega je zelo pomemben, umrlo telo je še zmeraj, pač vidimo lahko, da je, če kdo kdaj bil umirajočem, je zelo jasen trenutek, v bistvu, ko se duša in telo dejansko ločita. Ker naenkrat v bistvu pač je telo rata truplo, bi lahko rekli, v tistem trenutku. Je tak jasen prehod. Ampak še zmeraj je to telo nekaj, kar je samo začasno. Pač tam bo poveličeno nekoč, bo v drugačnem stanju, nekem duhovnem stanju, ki se ga nekako ne moremo čisto točno predstavljati, ampak bo pa spet ostalo. Ok, kaj pa, ki si prej slučajno omenil? Se pravi to, da je, ko umreš, se ločita telo pa duša in to si rekel, da je nek čas vmes. Oziroma, da ne začasno, ampak to, kaj je ta obdobje vmes, mislim obdobje, kako bi se to prav rekel, veš, ker si rekel, da se ločita, da je pol v nekem stanju. Ja. Kako je, kaj je ta stanje? To je pol... Tukaj v bistvu pridemo pol do druge poslednje stvari, okay. To je sodba. No, dej povedati. Kristjani nekako poznamo dve sodbi. Prva je, v katekizmu bi lahko brali posebna sodba, čeprav po moje gre za majčkeno ponesrečen prevod, v resnici bi temu lahko rekli delna sodba. In pa potem seveda ob drugem Kristusovem prihodu poslednja sodba. Zdaj ta posebna oziroma delna sodba pač je sodba, ki je pač deležna duša.
se pravi duša kot neumrljiva, kot večna, ostane v stanju, v katerem je umrla na koncu, v katerem se je ločila. Torej, če je v stanju pač Božje milosti, rečemo, da gre v nebesa, to se pravi, če je posvečujoče milosti, gre v nebesa. Če je v prijateljstvu z Bogom, pa še zmeraj pač ima neke majhne grehe, oziroma pač ima še zmeraj strukturo, ki jo je greh pustil v njej, temu rečemo pa časne posledice ali pa časna kazen, potem gre v vice, in pa če pač je v stanju ločenosti od Boga, gre v peklo. Torej, in tam v bistvu potem čaka, lahko bi rekli, čeprav gotovo v večnosti ta dimenzija časa je gotovo drugačna, kot da imamo tukaj na zemlji, čaka na poslednjo sodbo. Torej, to je pa trenutek, ko pač drugič Jezus pride na zemljo, in takrat pričakujemo, da bo v bistvu jasno vse. Takrat je trenutek tudi, ko se v bistvu telo in duša bosta spet združena, in pa je trenutek, ko v bistvu celotno stvarstvo bo poveličano, bo položeno pred Kristusove noge, bo v resnici spet Kristusovo, v popolnosti, to se pravi brez nekega upora, zla, ki je v bistvu prišlo po grehu van. In ta poslednja sodba pa potem v bistvu določi končno stanje človeka skupaj z njegovim telesom. In pa za to poslednjo sodbo pridemo na nebesa. Ja, še zmeraj nebesa in pekel, ampak ali pa ne vem, Razodetje govori o ognjenem jezeru, pač govori o to se pravi Jeruzalemu, o novem Jeruzalemu, večnem Jeruzalemu, uporablja prispodobe, ampak je končno stanje, v katerem bo človek spet celoten, to se pravi z dušo in telesom. Ok, ful dobro. Zdaj sva pač malo obdelala vsakega posebej, zdaj bi se pa mogoče spet vrnila nazaj na smrt, se pravi, tako veliko vprašanje je bilo, kako umreti mirno, kako, ne vem, biti miren s tem, da če nam pač to omogoča, da pač umreš ne iznenada, ampak pač, da se nekako ali pripravaš na smrt, kako se lahko pripravimo na smrt, mogoče to, a si ti pripravljen na smrt, recimo, čisto konkretno, pač tako, kaj si o tem misliš, no? Dobro vprašanje, se mi zdi, da v svojem življenju imam tako nekako obdobja, ki se mi zdi, da sem tako, včasih sem zelo poln zaupanja v Boga, v Božje usmiljenje, tako v neki res milosti živim, včasih pa pač se tudi zgodi, da pač tudi to zaupanje, ne vem, mi ga zmanjka. Nekako cerkev govori v bistvu o dveh delih priprave na smrt. Prva je ta daljna, je v bistvu kako živim svoje življenje, druga je pa v bistvu pol kratkoročna, lahko bi rekel, ki se dogaja ob smrtni uri sami. Skratka, če govorimo najprej o daljni pripravi, to je priprava, ki poteka že zdaj. Prva stvar je, da se zavedaš, da bo smrt nekoč prišla. Vsi bomo umrli, ti boš umrl, jaz bom umrl, ne vem, Klemen bo umrl, Sorry, Klemen. Umrl, vsi, ki poslušate tale podcast, pač dejstvo je, to je ena stvar, ki je v bistvu neizogibna. Nekoč bomo vsi umrli, nas čaka ta prehod. In to je prva stvar, da se zavedam tega dejstva. Včasih so uporabljali zelo veliko pač teh tudi vaj, v bistvu temu se rekel pač memento mori, torej vaj, ko se spominjaš svoje smrti. Ker če si predstavljaš, da boš nekoč umrl, če si probaš zdajle predstavljati, dobro je svoje življenje v tem trenutku pogledati skozi ta vidik, skozi to prizmo. A sem pripravljen na smrt? A sem zdaj pripravljen na smrt? Saj vem, marsikdo, ki to posluša, je pač mlad, ti si mlad, pač smo v času, ko pač načeloma, oziroma v obdobju življenja, ko ne razmišljaš o smrti, ampak dejstvo je, da ta trenutek bo nekoč prišel in da ne vemo, nihče v bistvu ne ve, kdaj bo prišel ta trenutek, ko se bo potrebno posloviti od tega življenja.
A pa je recimo zdaj to, kar se posloviš od življenja. Pač ena teorija, ki so tudi mladi pisali, pa verjetno smo vsi že slišali, je to, da vsak umre takrat, ko se ne bi izpolnil božji plan zame. A je kaj resnice, da pač umreš, ko bi rekel, ali izpolniš svoje poslanstvo, ali priješ do neke točke, ki narediš pol kljukca, evo, lej, živel sem life, to je bilo to, oziroma nekateri tudi ne. A je nekaj na tem, da ko se tvoj plan izpolne, takrat gremo, ali te lahko to tudi prehti, oziroma ali je to čista neresnica? Mislim, glede na to, da obstaja pekel, bi rekel, ne, da to ni res. Ne. To se pravi, mi kot ljudje smo bili ustvarjeni za večno življenje. To je v bistvu naš cilj našega življenja. Božja volja glede nas je, da živimo z Bogom. In ne samo, da živimo z Bogom že na tem svetu, ampak da živimo z Bogom za večno. Torej, če živim svoje življenje na način, da ne izpolnjujem Božje volje, da ne živim Božjega načrta, se pač to ob moji smrti nekako preslika v večnost, ostanem v enakem stanju in to je pač stanje večnega pogubljenja. In takrat se Božja volja glede mene ni izpolnila. Mene v bistvu enkrat, ko sem, ne vem zakaj, ampak takrat sem bil očitno tudi v takem stanju, sem poslušal v bistvu evangelij nedeljski, bil je en tedenski evangelij, in je vmes noter reče, da farizeja, to v bistvu je, mislim, da je govora o Janezu Krstniku, nisem pa prej pogledal točno, kateri odlomek je, žal. Skratka, in pravi, da te farizeji oziroma pismouki, da so nekako uničili, pokvarili načrt, ki ga je imel Bog z njimi. Se pravi, to je možno v bistvu. Glih to je lepota našega človeškega življenja, je ta, da nam je Bog dal svobodno voljo, da se odločamo. In torej lahko izberem tudi nekaj, kar ni on. In ko izberem nekaj, kar ni on, izberem tudi življenje, ki ne izhaja pač iz njega, ki ni v povezavi z njim. In to na koncu pač je večno pogubljenje. In takrat se ne zgodi. Zdaj, če živim pa v Božji volji, pa seveda se pa že sproti v bistvu ta volja v meni nekako izpolnjuje. In v bistvu prav te vaje, memento mori, ko se jaz spominjam svoje smrti, si nekatere so take zelo morbidne, danes bi se nam zdelo tako, kaj ti jasar, kaj to počneš. Ne vem, razmišljaš o sebi v krsti, razmišljaš o svojemu pogrebu, ne vem, kaj bo pisalo na tvojemu nagrobniku, kaj bodo govorili kaj bodo ljudje govorili na tvojem pogrebu. Skratka, zelo velike teh. Ali pa imeli so, ne vem, včasih tako lobanjo, pač zato, da na mizi, zato, da si se lahko spomnil, mislim, ali pa pač neko... Pač neko podobo. Skratka, zato, da bi se spomnil v bistvu na to smrt. Namen tega je glih to, da se jaz vprašam, a v tem trenutku živim pač Božji načrt zame. A živim z Bogom, a prihaja v bistvu od Boga pač to življenje, ki ga ima pripravljeno zanj k meni. Sprav na ta način se lahko res v bistvu pripraviš, pa poskušaš dejansko živeti življenje, da si nekoč pripravljen na smrt. Ja, pač pomeni to, da se večkrat spomnim pač svoje lastne smrti. Tukaj bi rekel, dve stvari sta še, ob katerih lahko nekako razmišljam. No. Prva je, zmeri zahtevata vsaka razmišljanje v bistvu o Božji volji, vključuje, čemu se odpovedujem, in kaj gojim, kaj v bistvu pa, kaj v meni raste, kaj skrbim v bistvu za to, da raste. In mogoče, če pogledamo najprej prvo, temu so včasih rekli tudi, odpovedi tej so rekli mrtvičenje, zaradi tega, ker umiram samemu sebi, umiram svojemu egoizmu, individualizmu. Nekim svojim v bistvu lastnim željam, ki ne prihajajo od Boga, ampak največkrat, mislim, pač prihajajo od hudega duha. In tudi temu mrtvičanju ali pa temu odpovedovanju, včasih lahko temu rečemo tudi askeza. Skratka, čez zgodovino cerkve se je ogromno nekih izrazov za to oblikovalo, pa v različnih obdobjih se je majčkeno drugačne poudarke dajalo, ampak skratka gre v osnovi za odpoved. Pripravljam se na smrt, tako da se že zdaj odpovedujem nekim stvarem, ki mi v bistvu za moje večno življenje pač nimajo nobene vrednosti.
A pa dejansko to so lahko vse te materialne in te stvari. A pa bi rekel, da manj tega, kar imaš, oziroma se poslužuješ ali pa si lestiš, da ti to dejansko pomaga pol pri pripravi na smrt, ali pa da lažje greš iz tega sveta, da pač malo stvari pustiš za sabo ali pa tako. Ker se mi zdi, da smo vsi, ali pa mogoče veliko ljudi, tudi jaz, smo že narejeni, pač nekako živiš v tem, da ali hočeš prvo svojim otrokom dati čim več, ali nekaj narediti, kar boš zapustil. Zakaj se toliko držimo tega, da hočeš nekaj zapustiti za sabo? Kaj nas toliko vleče k temu, da hočeš nekaj ustvariti, da bo pol ali po tebi poznana neka stvar, ali da boš lahko nekomu nekaj, ne vem, zanamcem nekaj predal? Kaj je tisto, kar nas pač drži, da nekako ta materializem, ne vem, hočemo predati naprej? Meni je zanimivo glih to, da si omenil v bistvu tudi otroke. Okay, se mi zdi, da danes dostikrat starši pač želijo, ne, da ali pa tudi zelo, zelo poskrbijo, da imajo otroci poskrbljeno vse materialno, da imajo na voljo najboljšo izobrazbo, najbolj možno usposabljanje. A ne, se pa tukaj vprašam, naš krščanski pogled je, pač ti imaš lahko vse na tem svetu, ampak če pač nekoč ne prideš v nebesa, če tvoj otrok ne pride v nebesa, pa si kot starš nisi nič naredil, v bistvu zgrešil. Ti mu lahko daš vse, kar ta svet lahko ponudi, ampak če ga ne pripraviš, če ne narediš okolja okoli njega, če svojim zgledom ne pokažeš, da na koncu kar šteje je pač to, kar ti Bog daje, torej večno življenje, pol v bistvu to živiš eno najbolj tragičnih življenj. Eno najbolj tragičnih usod. Zaradi tega, ker ti lahko imaš vse, pa na koncu pač v bistvu svoje življenje pa izgubiš, ne, oziroma pogubiš. In se mi zdaj iz tega vidika tudi gledati, da se živeti v bistvu, to ne pomeni zdaj, da se z materialnimi stvarmi pač ne da živeti nekega življenja v povezanosti z Bogom. Ampak govorimo o neki nenavezanosti na stvari. Torej, z odpovedjo jaz v bistvu v sebi vzpostavljam neko nenavezanost na ta svet. Z odpovedjo, ne vem, postom, recimo hrane, ali pa pijači, ustvarjam nenavezanost na ta svet. Zaradi tega, ker za večno življenje tega ne potrebujem. Z odpovedjo, ne vem, temu, da telefonu, na vsake, mislim, pač takrat, ko si to zadam. Ali pa z odpovedjo temu, da gledam, ne vem, filme. Z odpovedjo temu, da skratka, ogromno teh stvareh, ki so materialne, v bistvu ustvarjam pač to nenavezanost. Ja, se pravi, da ogrob noč odnese. Ja, ogrob nič ne odneseš, ne. No, ker slučajno sem se spomnil glih tukaj pri otrocih in to, kar boš kao zapustil pa tako. Tudi eno izmed vprašanj je bilo tudi to, nekoč, ko pač bomo umrli, ko bom, jaz konkretno umrl, a bom bil v taki poziciji, če, ne vem, Bog da prijemo nebesa, kakorkoli, če bom tako živel, no. V glavnem, a bom v poziciji, ko bom lahko gledal nazaj na svet. A se kaj ve v temu? Recimo, da ko umreš, a imaš pogled nazaj na svet, a nas zdajle naši pokojni gledajo, a imaš ta pogled res, konkretno v življenja kakšnega posameznika ali svojih svojcev, ali se ti ta pogled zapre? Ali je to sam nek fake prepričanje, ki smo ga pač se mogoče ustvarjali, ali? Mislim, zanimivo je gledati, tudi staro zavezo, recimo, kakšen odnos je imela do mrtvih. Na eni strani imaš to, da jih pokopavajo v bistvu blizu sebe, nekatere lahko beremo, ne vem, Tobija, lahko beremo, da so Tobita, da so pokopali v bistvu hiši, v lastni hiši. Ali pa recimo, če gremo gledati, kakšna drama je okoli tega, da so prinesli Jožefove posmrtne ostanke, se pravi njegove kosti, da so prinesli nazaj v obljubljeno deželo. Zato, da je lahko bil v bistvu na svoji lastni zemlji. Ker spet, telo je del nas, mislim, smo mi, ne. Ogromno enega truda, enega napora za to, da bi bili skupaj pač s svojimi umrlimi
In na drugi strani, kako zelo je preganjeno to, da neka komunikacija prek medijev z umrlimi. Ne? To, da bi jih nekako prisilili, da bi nazaj komunicirali z nami. In v bistvu smo tukaj zmeri med tema dvema skrajnostima. Ne? Meni včasih tudi zanimivo mi je gledati, recimo, prej smo govorili o Mehiki pa o tem kultu svete smrti, ampak po drugi strani imajo en tak zelo zanimiv obred, da v bistvu na vse svete grejo na svoje grobove in tam nekako v bistvu pač imajo tudi obrok, grejo po noči, obrok, se družijo v bistvu na grobovih. Se mi zdi, da v veri vemo, da so nam naši pokojni, so nam blizu, sploh takrat, da smo mi v bistvu v Božji milosti. Ker takrat smo povezani v bistvu z njimi. In po drugi strani se mi zdi, da je pa potrebno v nas pač zatreti, bi rekel, to željo, zdaj pa bi rad komuniciral z nekom, ki sem ga imel rad. Ker je dostikrat pač zadaj spet, če greva temo, ki sem večkrat prej odpirala, pač neka nezdrava navezanost. Navezanost, brez katere ne morem živeti. Ampak ni res, v bistvu vse, kar potrebuješ za svoje življenje, kar nujno potrebuješ pač za svoje življenje, je pač Bog in življenje, ki ti ga on daje. Tukaj je ta dvojnost. To se pravi, moliti za naše umrle, pač se zavedati v bistvu bližine, takrat, ker smo v Bogu, ampak hkrati pa pač to željo, da bi pa komunicirali z njimi, pa pustiti za sabo. Zdaj seveda, ker so v Bogu, te ljudje, vsakič, ko prejmemo sveto Evharistijo, takrat smo z njimi povezani, seveda, če so pač v nebesih, smo povezani z njimi. Zaradi tega, ker smo vsi v istem Kristusovem telesu. Se pravi, lahko rekel, da si takrat najbolj povezan v bistvu v bistvu, ne, ker si ti pred grobom, pa se tam hočeš z njim pogovarjati, ampak v bistvu je to the point, kjer se najbolj lahko povežeš najglobje. Mi se sploh ne zavedamo v bistvu, koliko velik dar je sveta Evharistija. Sveta Evharistija, pri sami sveti maši se v bistvu mi spominjamo, je v evharistični molitvi, na koncu vsake evharistične molitve je del, ko se spominjamo naših umrlih. In zakaj se spominjamo? Ker na eni strani seveda prosimo za Božjo milost, da bi bili v Bogu, ampak hkrati pa za vse tiste, ki pa so v Bogu, smo pa z njimi pač povezani. So dejansko tam navzoči, smo z njimi na duhoven način, ko prejmemo sveto obhajilo, pa ga prejmemo seveda v posvečujoči milosti, smo združeni z njimi, v Kristusu. Pol, če potegnemo zdaj črto, pa bi rekel, da nas lahko gledajo dol, ali ne? Pač mene moti samo ta, pač mislim moti, pa če lahko ta izraz gledamo si lahko zelo narobe razlagamo. Smo povezani lahko z njimi, absolutno. Je pa zanimivo, tudi glih v teh dneh sem pogledal par videov prav o teh medijih, ali pa lahko bi rekel o nekih magih, ki so želeli vzpostaviti stik z umrlimi. In v bistvu, kako je lahko to v resnici tudi nevarno, zaradi tega, ker načeloma takrat, kadar Bog želi nekaj sporočiti. Imamo primere, ko so tudi svetniki določene stvari sporočali v bistvu ljudem na zemlji. Imamo primere, ko so svetniki, ko so tudi pač, mistiki ali pa tako videli, imeli vizijo nebes. Ampak vse to je iniciativa z Božje strani. Ko želi poudariti nek vidik razodetja, ki ga mogoče v tem trenutku ne živimo, ali pa ki ga ta svet potrebuje. Narobe je pa takrat, ko pač prije iz moje strani ta želja ali pa celo neka želja po prisili za to, da bi komuniciral z umrlimi. Ker si omenil ta uvidenja slučajno, sem se spomnil tudi eno izmed vprašanj je bilo, ker so razna pričevanja mladih ali pa pač starejših oziroma nasplošno ljudi, ki imajo kakšno izkušnjo, da vidijo nebesa ali pa da imajo tisto, da so šli iz telesa ven in so se gledali nazaj dol ali v kakšnih nesrečah ali kaj je bilo. A pol je kaj na tem? Ali kako je s tem? Mislim, o tem lahko debatiramo, pa cerkev se ni nikoli pač popolnoma izrekla o temu. Tako da tudi jaz v tem trenutku se ne bi. So to lahko stvari, ki
pomagajo naši veri. Definitivno. Pa tudi poznam ljudi, ki so jim pomagale pri veri. In tudi zmeraj načeloma te zadeve presojamo po njihovem usadu. A je, ne vem, ta izkušnja, obsmrtna izkušnja, a je človeku pomagala, pač, da danes živi bolj z Bogom, bolj v ljubezni do Boga, bolj do bližnjega. Če je, pa je absolutno legitimna, pa nekaj, kar je dobro. Če ne, pa se mi zdi, da mogoče lahko tudi dar, ki ga je nekdo pač zavrgel. Ja. Tako kar ogromno darov, ki jih prejmemo od Boga. Pa. Res je, ja. Se mi zdi, da pač seveda je to nekaj, kar nas fascinira, pa kar je zanimivo, tako kot sem rekel, smrt je zelo fascinantna, zaradi tega, ker ne moramo videti česa. Ja, pač ni to, omejen pogled imaš v bistvu. Do neke mere. Čisto omejen pogled. Samo v Kristusu v resnici vidimo. Kristus nam je razodel določene stvari o smrti. Ne beremo evangelije, beremo razodetje. Pač imaš ogromno stvari o tem, kako približeno v bistvu zgleda nebesa, kako si predstavljamo pekel in tako. Ampak ta skrivnost nam bo pač, dokler smo na tem svetu, pač nam bo na nek način zakrita. Ok, mogoče, zdaj sem se spomnil še zadnje vprašanje, preden bi se prestavila malo naprej na poslednjo sodbo potem. Kako je itak med mladimi, pa nasplošno, se mi zdi, da je v porastu tudi procent samomorov in teh stvari. Kako je mogoče z ljudmi, ki razmišljajo o samomoru, kako je z nekom, ki je naredil samomor, a on lahko pride mogoče enkrat v nebesa, ali je to, kako je pač s temi stvarmi, in pač mogoče tudi kaj narediti, da pride ven iz tega, kako se pripraviti na smrt, na naravno smrt, kako se ogniti tem stvarem. Ja, torej, pri samomoru, seveda je pač to absolutno težka tema. Zaradi tega, ker sploh potem, ko je psihologija, ko je medicina v bistvu napredovala in v bistvu smo lahko prepoznali, da človek v bistvu v času samomora ali pa da večina, da ni v bistvu pri polni, nima popolnoma svobodne volje za odločanje. Takrat se lahko, od takrat naprej se pojavi vprašanje, ok, kaj zdaj? Ker kdaj se zgodi, da greš v večno pogubljenje? Pač takrat, kadar umreš v smrtnem grehu. In zdaj, kaj je smrtni greh? Smrtni greh je, da si ti pač neko stvar, naredil nekaj velikega, da je pač to zlo, da je greh ali pa zlo, ki si ga naredil, da je veliko, da je svobodno in da je zavestno. In oba zadnja dva sta pri samomoru lahko pod velikim vprašanjem. In tudi prav zaradi tega za nobenega samomorilca v bistvu ne moreš reči, kakšna je njegova večna destinacija. Kam je šel, zaradi tega, ker ena stvar je, da ne vemo, kaj se je dogajalo v trenutkih pred smrtjo, lahko se je pokasal tik pred koncem za svoje dejanje, in druga stvar, ne vemo, v kakšnem stanju je umrl. Tako da, kar se tiče z naše strani, pač nam ostane predvsem pač molitev, da tudi, ker pač tega zla, se pač človek gotovo mora, tudi če pač ni umrl v smrtnem grehu, pač tudi če je bil to zanj pač manjši greh, pa se mora očistiti, kar pomeni, da pač v vicah se pa tega zla potrebno očistiti in pri tem pač mu lahko pomagajo naše molitve, naša dobra dela, naše žrtve. Ok, kako greva zdaj na mogoče to drugo tematiko, na poslednjo sodbo? Lahko mogoče samo še čisto prvem vprašanju, v bistvu nisva pa na koncu tega trenutka same smrti, ob smrtni uri. Kako pa takrat, Ker se mi zdi, da to je ena stvar, ki je zelo hitro pozabljena ali pa pač je tudi zelo tabuizirana, Danes marsikdo reče, rad bi umrl hitre smrti, tako bam, da se ne bi niti zavedal. Brez trpljenja, brez vsega. Ja, ampak cerkev pa nekako za njo pač dobra smrt je smrt, na katero si pripravljen. In tudi molimo v ta namen. Na koncu bo zmolila eno zdravo Marijo. In kaj moliš na koncu zdrave Marije?
Čak, zdaj, da se jo A prevrtim ne, v glavi. Sin te Božjega prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. V bistvu pa se vsako zdravo Marijo molimo za našo smrt. A ne, da bi bila z nami, da bi nas ponesla v bistvu k Jezusu. In zaradi tega je tudi en tak največji priprošnik v bistvu za zadnjo uro je sveti Jožef. A ne, zakaj? Zato, ker sta bila Jezus in Marija, sta bila, a ne, po tradiciji cerkve, sta bila ob njegovi smrti zraven. A ne, tudi cerkev boste lahko, marsikje lahko opaziš v bistvu to sliko svetega Jožefa in zraven sta v bistvu Marija pa Jezus. Wow. A ne, to je tudi za nas ideal. A ne, da umreš ob tem, ko sta ti zraven Jezus pa Marija. In zaradi tega molimo zdravo Marijo, v bistvu v zdravi Mariji molimo, da bi bila ona z nami ob naši smrtni uri, da bi prosila takrat, da bi nam izprosila nebo. To je ena stvar. In da tudi že zdaj v bistvu molimo za to našo zadnjo smrtno uro. Pa druga zadeva je cerkev za te zadnje trenutke življenja, ima nekako pripravljen tudi odgovor, kako spremljati takrat človeka. In temu rečemo v bistvu poslednja popotnica, ali pa v bistvu, ali pa čas rečemo zadnji zakramenti, skratka več izrazov je, skratka vključujejo pa 3 zakramente nekako. Prvi je sveta spoved, a ne, če je človek še sposoben govoriti, je zelo dobro, da v tej svoji zadnji smrtni uri, da opravi še sveto spoved. Zakaj? Prav zaradi tega, da ga pač Božja milost očisti njegovih grehov, zato da v bistvu v stanju posvečujoče milosti stopi pred Boga. In cerkev je prav za ta zadnjo sveto spoved tudi je predvidela apostolski blagoslov s popolnim odpustkom. Torej, duhovnik lahko umirajočemu, pač, oziroma mu ob njegovi zadnji sveti spovedi, mu nameni lahko tudi popolni odpustek. Torej, da bi tudi ta struktura, ki jo je greh pustil v človeku, da bi bila po Božji milosti očiščen. In tukaj lahko vidimo ta lep tudi zdravilen učinek svete spovedi. Pač sveta spoved je res namenjena, da bi ta naš odnos z Bogom, ki je bil ranjen od greha, da bi bil ozdravljen. Pol drugi zakrament, in pri tem zakramentu, se pravi svete spovedi, se takrat tudi domači umaknejo. Ker drugače je pa lepo, da so v bistvu tudi pri teh zadnjih zakramentih. So lahko zraven, pa spoved je pa itak. Da so v bistvu pač domači zraven. Potem drugi zakrament je bolniško maziljenje. Bolniško maziljenje je v osnovi namenjeno temu, da človeka ozdravi, tudi telesno. Torej, ampak v tradiciji cerkve je prišlo do tega, da se ga podeljuje tudi umirajočim. Mogoče včasih ta vidik celo prevlada. Doskrat danes ljudje rečejo, joj, ne bom bolniškega maziljenja, se še nisem na smrtni posti. Ja, ne, v bistvu ne vem. Pred operacijo, super, če prebeš bolniško maziljenje, ne vem, pač imaš neko težko bolezen. Ima nek tak preokus. Zdaj ima pa, prav zaradi te tradicije, da se ga podeljuje tudi ob smrti, ima ta nek strah, zdaj bom pa umrl čem prej. Ja, ne, Bog te želi ozdraviti, oziroma pač Bog ti želi najboljše. In ima pripravljeno mogoče zate tudi zdravje. In zaradi tega prejmemo v bistvu bolniško maziljenje. Je tudi lepo, zaradi tega, ker meni bolniško maziljenje, mislim, vsi ti obredi so res tako čudoviti. Se v bistvu pač duhovnik položi roko na glavo bolnika in moli za njega, v bistvu kliče svetega duha nanj in pol v bistvu ga mazili na čelo, pa na dlani ga mazili z bolniškim moljem oziroma bolniškim maziljenjem. Skratka, jim predstavlja okrepitev. Olje je znamenje okrepčila. In pol, pač kot zadnji zakrament, ob smrtni uri, se podeli v bistvu še obhajilo. Da bi zadnjič prejel tukaj na zemlji, da bi se še zadnjič združil s Kristusom, zato da se lahko pač v večnosti. Ker naslednji trenutek, naslednjič, ko se srečaš s Kristusom, bo že v večnosti. Skratka, je, da bi res združen v bistvu s Kristusom. Ne samo, pri Jožefu bo Jezus ob njegovi strani.
Ne, tukaj si pa ti v njebu samo, ne, v Kristusu pač umreš. Ne. In zaradi tega, ne, meni se zdi toliko škoda, pač duhovniki smo toliko veseli, a ne, v resnici, če nas nekdo pokliče pač za podelitno, pač to posledne zakramente, zaradi tega, ker tako lahko pospremimo pač človeka res v Božje naročje, ne. In tukaj se tudi ne batno, se mi zdi, da doskrat je en strah, ali pa, a ne, ko pride ta trenutek, ko nekdo umira, ne vemo, tako, ok, kaj zdaj, ne, a ne, tako marsikaj še si misli, zdaj klica duhovnika, jaz to povem, imaš mogoče sorodnike, ki niso tako verni. Ne, poklič, bo ti ta tist, ki da iniciativo, ne. Pač daj poklič, zaradi tega, ker, a ne, mi verjamemo, da nas Bog želi imeti, a ne, v večnem življenju in pač ta poslednji zakramenti to res pač zelo, zelo pomagajo pri tem. Ok, kaj pa v primeru, recimo, da pride do neke nesreče, ti si zraven, človek umira, kaj lahko mogoče ti narediš? Ne moreš dati maziljenja ne vem kjerih stvarih, ki jih lahko pač so zakramenti pa tako, ampak kaj lahko narediš, če sem jaz zraven, kot priča nekoga, ki ima recimo 5 minut časa, preden bo umrl. Pač kaj je v moji moči v tistem trenutku, ali da molim, ali da sem z njim, pač ok, valjda, če ga uživljaš pa tako, ampak če vidiš, da nikamor ne gre, kaj lahko narediš v tej smeri? Ja, v tem primeru si, a ne, Bog je imel načrt, a ne, v Božjem načrtu je, da si ti ob tem človeku. A ne, kaj hoče zate. A ne, tukaj nam je pač lep, a ne, če se vrnemo sam par minut nazaj, lep primer, a ne, Marija pa Jezus, ko sta bila ob Jožefu, ne. Pač tokrat si ti v tej vlogi pač Marije, si ti v vlogi Jezusa, ne. Pač kot kristjan si krščen v Kristusovo telo, ne. Pač ti si tista Božja bližina ob nekomu, ki umira, ne. In seveda, a ne, to narediš tako, da moliš, da si povezan z Bogom, a ne, da si poln pač tega Božjega življenja, ne. In pa seveda, da kličeš, a ne, pač Svetega Duha, angele, pač varuhe, da bi ponesel pač tega človeka. A ne, pač svetnike, ki so v nebesih, a ne, pač da bi dušo tega človeka res prenesel. Ne bo, seveda, če se pa zaveda, a ne, sploh če vemo, da je tudi kristjan, pa pač, a ne, ja, daj na glas, ne, pač to je lahko tudi ena velika tolažba, ne, nekomu, ki umira, ne, da se pač res zaveda, pač da z Bogom, a ne, pač zapušča to življenje za nekaj trenutkov, a ne, da se bo pač res lahko v nekaj trenutkih pa z njim srečo, a ne, nekako izobličil v obličje. Ok. Je ful dobro, meni se zdi, da sva zdaj to smrt ful dobro obdelala. Ja, zdaj v smrti če imaš še kaj tazga, povej, če bi dodal. Mama gotovo še kup stvari se bomo tole kar dolgo. Ok, poslednja sodba, kaj to mogoče, koliko časa traja? Mislim, ok, čas je itak pač relativen, ampak a se mogoče sploh da v časovnem nekem obdobju to opredeliti? Ja, mogoče prvo to. Ja, se mi zdi, da sem v bistvu ta glavna stvari o poslednji sodbi sem že nekako prej povedal. Zdaj, časovno je seveda bi bilo zelo hecno govoriti o temu, zaradi tega, ker v večnosti lahko rečemo, da čas drugače teče. Včasih smo govorili o tem, da ni časa, ampak se mi zdi, da a ne, tudi ta časovna dimenzija, ki je tukaj pač v tem svetu, ima nekje svoj vir, a ne, torej tudi v večnosti. Lahko rečemo, da čas drugače teče. Torej ne vemo. A ne, po mojem si marsikdo predstavlja, ok, če bo zdaj vsak človek na tem svetu sojen, a ne, in bomo vsi mogli biti zraven, to bo res dolgo, ne, da bodo vse te milijarde ljudi prišle na vrsto, da jih pač, ali tudi doskrat si predstavljamo pač ta Boga kot sodnika, ne, pač, ne vem, z kladivcem pač tolče po sodni mizi in tako. Ne, pač Bog že ve. Ne, Bog ve, a smo polni njegovega življenja ali nismo. A smo pač z našim grehom ubili to življenje v nas. In pač takrat v poslednji sodbi je pa predvsem, kar je ključno, bo pač vse jasno. Vse bo postalo jasno, ne, kakšno življenje smo. A pa se naše telo oziroma duša že takrat zaveda tega stanja? Ja, ali gre to, pač si ti kot duša prisoten v tem, ali je to neko stanje, naša duša se zavija že v bistvu delne sodbe, ne, seveda, zaradi tega, ker
ni to zdaj nekaj, kar, ne vem, se boš zbudil in se boš znašel, pa zdaj ne vem, v peklu ali pa v nebesih. Ne. Se pravi, greš čez ta proces. Ja, greš čez tvoja duša. Ja. Pač greš čez ta proces. A nekateri pravijo, da bo naša duša da se bo sama obsodila, ko bo videla v bistvu svoje življenje. Ne? In bo, ali zdaj bo, in bo takoj videla, ali je sposobna sprejeti Božje usmiljenje pa Božje življenje, ali pa ne. Ali pa pač živela toliko zaprta sama vase, da bo v bistvu celo večnost zaprta sama vase. Ok, kako je pa mogoče z morjem lave? A lahko kaj več poveš o tem? To so pa zdaj že skoraj pri peklu, v resnici. Okay. Kdo bo tisti, ki bo vržen v morje lave? To je bilo eno izmed vprašanj. Se mogoče se lahko tudi konkretno že pekla malo dotaknem ali pa v tej smeri. Zaradi tega, ker pač morje lave v resnici je večno pogobljenje. Ne? To se pravi razodetja, ker pač Janez napiše to svoje videnje, je morje lave je prispodoba za... Okay, se pravi, je to neke vrste prispodoba. Ja, ampak zakaj prispodoba? To sem... Na YouTubeu sem glih pred par meseci sem gledal en video, kaj je najhujši način, da umreš. In eden najhujših, verjetno pač celotno zgodovino do zdaj človeštvo je prav ogenj. Zato ga uporabljamo za pač prispodobo, za pekel. Ker je ogenj najhujši, najbolj boleč način za našo smrt. In z ognjem se pač potem ponazarja, ta situacija večnega pogubljenja je toliko huda, je toliko boleča. Gre pa v osnovi za popolno ločenost. Mislim, za ločenost od Boga. Ker se to, nam se zdi pekel nekaj nemogočega. Pa tudi danes se mi zdi, da zelo velikokrat mislimo, se bomo vsi v nebesa prišli. Ampak temu pač to je prav herezija. Se reče univerzalizem. Torej, da bomo vsi, ne glede na to, kako živimo svoje življenje, ne glede na to, ali pač Božje življenje v nas negujemo ali ne, da bomo prišli v nebesa. Pa temu ni tako. Tudi če gremo Jezusa gledati, ko govori in ne govori tako zelo malkrat v bistvu o peklu pa o večnem pogubljenju. Ne govori o temu, da bo zelo malo ljudi, ki bodo prišli v pekel. Ravno obratno, ko govori tam o večnem življenju, pravi, da je široka pot, ki vodi v pogubo in da jih je mnogo, ki stopajo po njej. Gotovo je pač skrivnost in ne moramo vedeti, koliko ljudi bo tam, ampak tudi v videnju, ne vem, recimo v Fatimi, pač lahko so nam tudi te pastirčki, ki jim je Marija pokazala pekel, lahko vidimo, da pekel pač ni prazen. Da moramo narediti, kar je pač možno v tem življenju, da se tej usodi izognemo. In se mi zdi, da zaradi tega tudi Jezus pa pač pol samo razodetje, se pravi, to videnje uporablja prispodobo ognja za to. Zato, ker če kaj si ne želiš v bistvu tega. Takšno pa je to pa zgolj prispodoba ali si lahko dejansko pekel predstavljamo kot, ne vem, ogenj, požari, lava, ne vem, kaj je to, ali smo to dobili iz nekega filmskega vidika, ki pač nekako tako predstavlja. Ne, pač Jezus in v bistvu tudi, tako kot sem rekel, pač, te pa rečemo, Sveti Duh je pač apostol Janez v razodev, je v tej prispodobi razodev. Zaradi tega, ker ramo nek način, da si to predstavljamo. Je pa tam tudi tako, da pač so duše, ker imaš to, se pravi, strah, trepet, kako je ono... Škripanje zobmi. Jezus tudi uporablja. Jezus uporabi večkrat več teh izrazov, zato da bi uporabil. Mislim, da pred nami, pred oči, da ni na lahko vse te usode. In pač raziskave kaže, da marsikaj še kristjan ne verjame dejansko niti v večno življenje, kaj šele
še manj pa v bistvu v peku. Ker je ena stvar, ki je nočemo verjeti, kako lahko dobri Bog pač je, eni celo pravijo, naredil peko. Ja, pač Bog ni naredil pekla. Ustvaril ga, peko je bil pač narejen v trenutku, ko se je pač hudi duh, oziroma ko smo se pač pol tudi ljudje uprli Bogu. Zaradi tega, ker smo sami ustvarjali pač ločenost od Boga, večno ločenost od Boga. In to je nekaj, kar Bog ne želi. Bog ne želi za nobenega, da bi v bistvu preživel večno pogubljenje. Pač, zato je prišel na zemljo, da bi nas rešil večnega pogubljenja, da bi nas rešil večne ločenosti od njega. Pretrpel trpljenje, hudo trpljenje in smrt. Zato, da bi nas rešil. Glih obratno je. Ampak hkrati pa nam pušča svobodno voljo. Ti se lahko odločiš proti njemu, lahko se odločiš, da ga ne boš sprejel, ampak odločiš se s svojim življenjem pa s svojimi dejanji. Ni to samo izključno zdaj pa bom jaz šel v nebesa. Ne, to pomeni, da s svojim življenjem se pač okleneš Kristusa. In to je v bistvu največ, kar lahko narediš. Mislim, največ, kar lahko narediš. Svoje dejanja, tvoj način, tvoj cilj. Kako je, za eno vprašanje, ki se je velikrat pojavilo, pa da ga zdaj odkljukamo, kako je recimo z vsemi kužki, muckami? Prav veš, da bo to vprašanje. To taj mogo iti, ker se večkrat pojavlja. Kako je s temi domačimi ljubljenčkimi, ostalimi živalmi? A so v nebesah in peklu samo ljudje, samo naše duše, ali je tam svašta? Ja, nekateri na to vprašanje pač tako pol zvito odgovorijo, da če boš potreboval za svojo večno srečo pač svojega fifija, pol bo pač ta fifi v nebesih. Sam pač dejstvo je, da to je zelo zanimivo in tega se nismo dotaknili, ampak v resnici, ko Bog ustvarja, imamo dve življenji. Eno je bios, pač je to, bi rekel, tu stransko življenje. In tega prejmejo vse, kar biva. Prejmejo v bistvu ta obstoj, bi lahko rekel. In pol samo človeku pa vdahne življenjski dih. In to je grška beseda, zato je pa zoe, hedzoe. Se pravi, samo človek prejme podobnost z Bogom, samo človek prejme večno življenje, samo človek prejme Božje življenje, bi lahko rekel temu zoe. Živali ga ne prejmejo, rastline ga ne prejmejo. In zaradi tega tudi niso osebe. Na tem svetu, v tem fizičnem, materialnem svetu je samo človek tisti, ki je hkrati tudi del duhovnega. In pač je lahko. In s tem, ko človek naredi prvi greh, če se še mečkam vrnemo, ko človek naredi prvi greh, v bistvu to Božje življenje v sebi pač na nek način ubije. Pač je smrt. Zoja. In posledica tega je pol tudi smrt biosa. Se pravi, da umremo, da tudi naše telo umre. Torej mi verjamemo, da če človek ne bi grešil, pač tudi njegovo telo ne bi umrlo. Tako pa umre. Posledica, to se pravi tega, da človek z grehom ubije pač svoje Božje življenje, je tudi pač to, da telesno umre. In Kristus prije točno to povrniti. Kristus naredi pa glih obraten v bistvu proces. Pač s tem, ko on kot Božje življenje, pač sprejme naše, to se pravi tisti, ki ima Božje življenje, sprejme naše pač nase svoje sprejme človeško naravo nase. In v bistvu pusti, da tudi pač ta bios po njegovem telesu pač umre. Ampak zoe pa ne. Se pravi, Božje življenje pa ne. In v bistvu spet vdihne pač temu svojemu telesu, pač vdihne življenje. Bios mu pač omogoči, to, kar smo rekli prej, poveličano telo, da tudi telo spet nekoč prejme pač svoje življenje. In s tem, ko on to naredi, Pavel piše, da je Jezus samo prvenec, ne samo, pač da je prvenec tega, da se bo tudi z nami to zgodilo, nekoč. In zaradi tega mi še zmeri gremo pač čez smrt našega telesa, čez bios, ampak zaradi tega, ker imamo v sebi lahko
pa če živimo v milosti, če živimo v prijateljstvu z Bogom, ker imamo Zoe, ker imamo Božje življenje, pač se bo z nami zgodilo isto, kot s Kristusom. Spravi, bomo nekoč prejeli tudi to bistvo pač naše poveličeno telo. In tega se pri živalih pa pač ne more zgoditi, ker pač nimajo tega Božjega življenja, nimajo Zoe. Mislim, vsako življenje prihaja od Boga, absolutno, ampak pač ta bogopodobnost dušo ima pa v bistvu samo človek. In na tak način pač kakor je to, marsikaj bo to težko sprejeti, pa se mi zdi, da je to pač predvsem zaradi tega, ker dajemo našim ljubljenčkom mečkem preveč pomena, sploh v današnjem času, pa jih imamo za nadomestke dostkrat za ljudi. Je pač ta odgovor mogoče, ki še bo malo težji sprejeti. Ampak, Ne, ful se dobro razloži. Res zanimivo tako iz živali in pa kaj vse pride. Kako si ti predstavljaš nebesa? Meni je zelo všeč prispodoba, kaj je Jezus daje nebesa, sicer da bo to gostija. Kaj da prej naj bi burgerja jedel. Hvala, ker si za to že ne heca se. Ne, pač v bistvu ta prispodoba mi je kar všeč. A ne, mar se mi zdi, da tako. Včasih sem tako zelo nek tak strah, da bo na nebesa mogoče dolgočasna. A ne, zaradi tega, ker, čakaj, to vse traja celo večnost, ne. Mislim, to ni tako, a ne, pač mi zdaj vemo, naše življenje se bo enkrat končalo, ne. To, kar počnemo, a ne, včasih ste mi rekli, ta dolina solz, pač se bo enkrat zaključil, ne, ampak zdaj v večnost, a ne. To je pa kar po svoje tudi kar malo strašljivo, ne, in tudi zanimivo je pač jaz sem na faksu sem se mečkem bolj, no, ne, zdaj spet zelo globoko po svetu cerkvenim očetom in v bistvu prvi cerkveni očetje imajo se točno s tem problemom ukvarjajo pod mečkem drugačnim vidikom, se pravi, nebesa bodo dolgočasna, a ne, in tudi naš vidik, kdo bi si pa želel, a ne, ker dostikrat nebesa si predstavljamo tam, da bodo angelčki peli, da bo pač neka taka ambientalna glasba in tako pač to. Oblački. Ja, oblački, to hitro rata dolgočasno, ne. Ampak ne, jaz si v bistvu si predstavljam pač, da bo še bolj zanimivo, še bolj lepo, še boljše, a ne, kakor v bistvu tukaj. In da bo vse, kar je tukaj dobrega, vse, kar je lepega, vse, kar je ljubečega, pač da bo tam še toliko bolj potencirano. A ne, to. In zato si ne želim si tudi preveč na konkretno predstavljati, ampak ne. Okay. Sam da bo res noro lepo. Kako je pa s tem, z našimi pokojnimi, z našimi ljubljeni, ki so pač že umrli, kako je s tem srečanjem, ali bomo tam vse srečali, ali bomo tam, mogoče tudi to, pri kateri starosti se boš tam srečal, ali je tam starost, ali je ni, ker pač je čas itak neskončen, pač kako je s tem, ali je pač duša tam en oblak, ali nek dim, ali pač si dejansko v kakšni obliki, mogoče si tam, se kaj v tem ve, no. Ja, ne, to je zelo zanimivo vprašanje, predvsem, a ne, v tem času, a ne, ko je naša duša in te naše telo, kako sta še ločena, ne. Kaj zdaj v tebi, a ne, ima duša obliko telesa, ampak glih telo daje obliko duši. Skratka, kakorkoli, ne. Tega si po moje ne moramo predstavljati, ne. In tudi, ne vem, jaz osebno bi rekel, zakaj bi si, ne. Gotovo vemo, da lahko iz Boga in v Bogu prebiva samo to, kar je lepo. In tudi naše telo, pač kar vemo, je itak, da je lepo, gotovo je pač zaradi pač zla, zaradi našega greha, je tudi bolezen del tega sveta in pač zaradi tega včasih tudi naše telo pač ali je pokvečeno, ali je bolno in tako, ampak vemo pa, da v nebesih tega ne bo, ne. Da bo, in tudi zanimivo je pač gledati, najboljše to vidimo v stalem Kristusu, ne. Kristus je, to se pravi, že tukaj na zemlji imel telo, kakršnega bomo v bistvu mi imeli nekoč v nebesih, ne, po svojem ustajenju. In zanimivo je glih ta, po eni strani dvojnost, no.
na eni strani so ga učenci prepoznali, to se pravi, vsi bomo podobni, in na drugi strani imamo učence, ki ga niso prepoznali, to se pravi, si pa tudi ne bomo podobni. Na eni strani je lahko ribo pojedel, in na drugi strani je lahko šel skozi zaprta vrata. Se pravi, zakoni tega fizičnega materialnega sveta niso več veljali zanj. In spet, po eni strani je imel v bistvu rane, pač Tomaž je rekel, da lahko položi svoje prste v rane na rokah in pač v rano na strani. In hkrati pač je v bistvu njegovo telo bilo lepo, bilo prepoznano. Skratka, tako zelo se mi zdi, da je nekaj, kar si ne moremo čisto točno predstavljati. No. Kako je pa, zdaj mogoče, če se dotakneva še malo vice, kako je s tem? Mogoče nam je najbolj poznani tako to, kar pač molimo za dušo v vicah. Ja. Ne vem, a je obstaja kakšna računica, na vsazga 10 rožnih vencev in zdaj gre iz vic, zdaj v nebesa. A je kaj tazga ali pač so tam neke duše, ki pač čakajo na odločitev, ali kdo je zdaj odloča, kdo je na tem mestu? Ne vem, mogoče, če malo o tem poveš. Ja, meni to štetje ni tako zelo blizu, pa sem imel še kar matematiko, sploh bolj ta praktičen del, ne definicije, absolutno. Skratka. Pač dejstvo je, da vice, marsikdo si itak tudi narobe predstavlja in misli, iz vice lahko pridem še v pekel. Ja, ne, v bistvu vice so na nek način predsoba nebes, bi lahko rekel. Pod za nebes. Ampak ne soba, ne predsoba, pač v kateri bomo zdaj zaprti, ne, ampak je očiščevanje. Bi lahko rekla. Ne? Pred Boga lahko pride ali pa v Boga lahko pridemo samo takrat, ker smo popolnoma očiščeni greha in vsega, kar pač greh prinaša sabo. Samo takrat lahko pridemo. Tudi brez strukture, ki je greh v nas položil. Se pravi, samo takrat. In v bistvu vice so stanje, v katerem me pač ta božja ljubezen, božje življenje me pač očiščuje. Teh kakršnekoli navezanosti na greh, pa tudi, če so bili še kakšni majhni grehi. In v bistvu duše v vicah pač se očiščujejo tako, da pač na nek način trpijo. In to trpljenje je zelo povezano v bistvu s hrepenenjem. Oni so tik pred tem, da bodo videli Boga, ampak še niso čist, niso še v blaženem gledanju, temu rečemo, ne, pač nebesen rečemo tudi blaženo gledanje. Ampak niso pa še temne in zaradi tega tako je to trpljenje in to trpljenje jih očiščuje. Verjamemo pa, da lahko tukaj na zemlji mi pomagamo tem dušam. Tako da v bistvu kličeš Božjo milost, da kličeš na njih. In to sem pa že prej rekel, to pa lahko naredimo z molitvijo, z darovanjem, svetimi mašami. Seveda pač največjo vrednost tukaj imajo svete maše. Zaradi tega, ker Božja daritev je tista, ki na koncu očiščuje greha. In tudi kakršnakoli pač naše dejanje, molitve, dobrih del, odpovedovanja, pač je na nek način kanal, prek katerega se milost te Božje daritve v bistvu prinese do teh duš. Tako da v bistvu cerkev zelo priporoča, da molimo za duše v vicah. In tukaj je tudi ena taka lepa stvar, je Dante Alighieri v svoji božanski komediji. To je zame en tak najlepši prikazal. Pač je seveda razdeljena božanska komedija na pekovice pa nebesa in na nekaj, ki je v vicah, ki je predstavljena kot pač neka taka vzpon. V nekem trenutku sliši petje, neko veselo petje, in pogleda in so tako zbrani svetliki, pa angeli so zbrani in v bistvu ena pač duša, ki je pač glih na vrhu bila, v bistvu prihaja v nebesa.
Pač kakšno veselje Ja. pač je v nebesih, ko prije, a ne Duša. lahko bi temu rekli, izgubljena ovca ali pa Ja. izgubljeni sin Ful dobro. domov. In tukaj se mi zdi, da je tudi to, kar je ključno za nas. Ne. Te bistovice so na nek način kot neka taka veža ali pa predsoba, pač tik pred nebesi, kjer si spucaš čevlje še. Pač še ta zadnja stvar, ne, je se enkrat pač reče tam v zadnji večerja, ne, ko umiva noge apostolom, ne, mu Peter ne reče, najprej mu hoče braniti, ne, valjda ti učitelj mi ne boš umival noka, ne, in pa mu reče, ja, pa ne boš imel deleža pri meni, to se pravi, ne boš imel večnega življenja. In pa mu reče, ja, pa celega. In pa mu reče, pač kdor se je že, a ne, pač očistil, ni potrebno drugega, ne, kot da si umije noge. In na nek način so to, lahko bi rekli, da na tak način si lahko predstavljamo. Pač, se pravi, da nas Božja ljubezen da še očisti še tistih zadnjih nepopolnosti, preden stopimo pred njima. In kakšno veselje je, ko vstopimo pa na koncu pač v večno življenje. A ne, tako da Bog in angeli in svetniki pač proslavljajo vsakega, ki prije iz vic. Pač. No, mogoče eno smešno vprašanje, ampak se pravi, mi tle na svetu, ki molimo in s tem pomagamo, da pridejo one, se pravi, te duše iz vic v nebesa. A pa one same, ki trpijo tam, pač so lahko same dovolj ali pa dovolj pretrpijo, da pridejo brez naše pomoči iz vic v nebesa, ali smo mi in naše molitve, naše svete maše, kakorkoli, vse te stvari, te zemeljske, a so ključnega pomena, da lahko te duše pridejo iz vic v nebesa, ali lahko tudi, veš, same si pomagajo ali pa dosti pretrpijo, če lahko tako rečem, da je enkrat dosti in grejo pa v nebesa. Ja, to je skrivnost, pač po moje, težko je tudi reči, zaradi tega, ker ko mi molimo za dušo v vicah, pač ne moliš pa navaditi za nekega konkretnega človeka, ampak moliš za vse skupaj in pač verjamemo, da pač Bog naše molitve in to pač definitivno usmeri tistega, duše, ki to najbolj potrebujejo. Okay. Kako pa recimo, zdaj konkretno ti živiš neko življenje in tega nekako sodiš po svojih dejanjih, potem, ker si, kako živiš, kakšen imaš način življenja, ampak ti nikoli sam ne boš vedel, a si živel dosti dobro, da boš šel v nebesa. Mislim, lahko po nekih kriterijih človeških, pa tako, ki smo si jih zadali, pa zapovedi, pa vse te stvari, ampak nikoli nimaš pa, ali imaš, to za vprašanje, neko garancijo, da s takim življenjem, ki sem ga živel, ne vem, hodiš, imaš zakramente tako, a imaš neko zagotovilo, da zdaj bom pa šel v nebesa, ali me je zmeri una negotovost, ki nas pol mogoče glih to motivira, da pač zmer živiš boljš, pa se trudiš v tej smeri, ker verjetno, če bi vedel, pol pač bi se nehal truditi ali bi pa stagniral na neki točki. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Meni se zdi, da ne imamo svetnike, ki so umrli tako skoraj v mečkem strahu, a so pač res živeli dobro življenje, imamo svetnike, ki so umrli po polnem zaupanju. In eno dejstvo je, da zmer je Božja milost. Pa Božje življenje je tisto, ki mi podari pač to Božje življenje tudi v večnosti. A ne, nikoli nismo mi tisti, ki si pač na nek način pridobimo pač to življenje. Mi v bistvu se z našim načinom življenja se pač te Božje milosti odpiramo, smo sprejemljivi. Zaupanjem sprejemamo v bistvu to. In tako bi bilo narobe reči, zdaj sem pa pripravljen, zdaj pa zagotovo bom šel v nebesa, ker sem jaz tako pač tako dobro živel. Ne, pač izključno zaupanje v Božjo milost in pač seveda pol sodelovanje s tem zaupanjem je tisto, ki privede nebesa. In tudi, če bi se pač pravični tik pred koncem pač naredil neko res hudo zlo dejanje, smrtni greh, pač ga čaka večno pogubljenje. Se pravi, nikoli nimaš nobene gotovosti, pač garantije, pa nič nimaš. Garancija je pač Jezusova obljuba. Ja. In pač to, da če živimo z njim, če živimo v Božjem življenju, da ja, pač bomo to Božje življenje imeli tudi v večnosti. Ja, če to ni dosti, pa tudi ne vem kaj. Tako da zaupanje, mislim, da je ključna beseda, ključno drža v bistvu do Boga je zaupanje. Ko jaz zaupam, takrat bom tudi v bistvu živel na tak način, da bom krepil, da bo Božje življenje v meni raslo.
če pa ne zaupam Bogu, bom pa sam začel delati na eni strani, ali pa bom padel pač v greh. Kar je pa na koncu koncev večinoma tudi posledica tega, da začnem sam svoje moči pač delati in se truditi biti dober. Ne, zmer je prva Božja milost, pa zaupanje in pol dejanja naša človeška sledijo iz tega. Okay. Kako je pa, še to mogoče, Svetim Petrom in on tu ima ključe od vrat in kako je to neka samo prispodoba ali je to, koliko je resnice v tem, pa koliko ne? Mislim, pač Jezus je obljubil apostolom, da bodo skupaj z njim sodili človeške rodove. Skratka, oziroma 12 je tudi Judove rodove. Torej, gotovo je apostolom bila dana določena oblast. Je pa res, da se mi zdaj je neka naša kultura je pa to prevedla do tega, da je Sveti Peter na koncu skoraj neka karikatura samega sebe. Ne? In se mi zdi, da si ga preveč po otročje predstavljamo in časi tudi kot enega bebčka tam ob vratih, pač nebeških. Pa ni res, ne. V bistvu Petru in njegovim naslednikom je dana pač ogromna oblast, ogromna odgovornost, ogromna in hkrati pač s tem pač tudi ogromna milost, da bo tisti, ki v bistvu pomaga cerkvi, ki pomaga v bistvu nam, kristjanom, zato da prepoznavamo, kaj je Božje, pa kaj ne. Še tole sem se spomnil, kako pa recimo, se mi zdi, da jaz osebno mogoče, če iz tega izhajam, imam podobo o Sveti Trojici, pač tako, da je oče, pol je pač Jezus, pa golobček, kako so pa, mislim, golobček, kako je že, kako se temu ptiču reče, ni golob, ni nekaj drugega. Je golob prispodoba. Ne razumem, kaj hočeš povedati. Za Svetega Duha, no. Ja, za Svetega Duha je pač velikrat golob, ja, prispodoba. Golob, okej. Pač kako, a so oni tam v človeški podobi, oziroma pač Jezus konkretno, ali so tudi to neke duše, a je to, a obstaja kaj, a veš, kako je, ko priješ ti v nebesa, pa veš Jezusa, okej si Jezus, a je pač on tak, kle, ali je to neka duša, ali kako, a imamo kakšno oprijemljivo, kako recimo on tam zgleda, ali to, ali pač ni, a veš kaj mislim, tako, kako je, ja, ne, recimo, kako si da to razumem. Sveto Trojico razlagati tam, ali pa kako pričakovati, da ko prideš tja, kako bo izgledalo. Je prva stvar, da je Sveta Trojica še zmer za nas nedoumljiva, ne. Recimo Gregor iz Nise, ko sem večkrat po svetu tudi svoj čas sploh pri delanju diplomske njegovim pisanjem, govori prav o tem, da je rešil dolgočasnost nebes prav s tem, da je rekel, zaradi tega, ker je pač Bog neskončen, pač, da bo naša duša v bistvu stalno se raztezala v bistvu v to neskončnost in ga bo vedno bolj spoznavala, ampak nikoli ne bo prišla pa do konca. Skratka, torej, Bog ostaja nedoumljiv pač naši omejeni človeški naravi. Hkrati pa vemo, da Kristus ima poveličeno telo. To se pravi, če koga, potem bomo lahko pač Kristusa pač videli tudi z njegovo človeško naravo. Ampak to je izključno zaradi tega, ker je Božja volja takšna, da se je učlovečil. Medtem ko v pogovor s Samarijanko, pa tudi za očeta, pač reče, da je Bog duh, Jezus reče, da je Bog duh in da katerega pač molijo, ne ga molijo, mislim, ga morajo moliti v duhu in resnici. Torej, ja, na nek način bomo lahko videli pač Jezusovo človeško naravo, ampak Božje narave kot take pa nikoli ne bomo videli. Ker videnje je na nek način prispodoba, je izraz, ki ga uporabimo za naše spoznanje. Tega pa ne. Se to tudi še pomalo vsega tega, ker če bi vedel točno vse do konca, a bi še zmer bil isti tako čar in vse to okoli njega. Pa po mojem ni to stvar čara, ker pa bi rekel, da pač Bog je mislim, da je dolgočasen. Ja, to je res, da bi vedel vse. Zaradi tega, ker on pa ve vse. Ja, ampak
ja, tako kot sem rekel, pač nam je pa nedomljiv. Ja, ful dobro. Jaz imam še veliko nedomljivih vprašanj, ampak mogoče je čas, da se to preveli pride do konca. Ja, se strinjam. Drugače, mogoče lahko poveva še to, kje lahko nek človek, ki ga to zanima, dobi informacije, kje lahko črpa stvari, kje je najbolj uporabnega, čemu zaupati, kaj ne, pač to, da se znajo obrniti, če jih zanima več. Ne, se mi zdi zelo dobro, zaradi tega, ker tukaj je ogromno enih virov, ki so ali nezanesljivi, ali so, a ne sploh danes obstaja pač nekih zelo velikih nekih novodobnih gibanj, ki govorijo o večnosti in to, in pol prejo nas v neke podobe, ki so v bistvu zelo nasprotne z resnico. Se mi zdi, da najbolj zanesljivo je, če greš gledati v katekizem, pa preštudiraš malo katekizem, pač učenje cerkve. Zdaj en tak lep vir, se mi zdi, da je za taka vprašanja, če jih ima pač ljudi, je catholic.com. Pač je v angleščini, v slovenščini pač boš težko pač najde nekaj. Skratka, to, predvsem se mi zdi, da pa danes je ogromno tega materiala. No. Pač treba biti pazljiv, ne. Če so stvari, ki jih ljudje govorijo, ne, tudi ne vem, če greš gledati na YouTube ali pa ne vem, kakršnakoli druga socialna omrežja, podcaste poslušaš, a ne, če so v skladu s tem, kar govori svetopismo, pa kar v bistvu uči, cerkveni nauk, kar piše v katekizmu, pol je to, ne. Pa lahko obogati tvoje znanje. Pač takoj, ko pa vidiš, da stvari niso, se pa, mislim, lahko zato, da razširiš neko svoje znanje, pa kaj tudi drugi pač mislijo o temu, ampak osebno mislim, da se največkrat brez veze čas zapravljati s takimi viri. Se strinjam. Ful dobro. Jaz sem se ful naučil, ful mi je bilo zanimivo, tako da hvala, da si da toliko veš in da si bil pripravljen deliti te stvari z nami. Moja, koliko stvari, ki ne vem. Veš, da nič ne veš. Ja. Hecam se. Drugače pa na tem mestu se moram zahvaliti še Hlemnu za vso pomoč in tega skeletona in vse, ker smo tukaj naštimali, da je tak carski ambient, tako da hvala tudi tebi. Še enkrat hvala tebi. Upam, da te nekaj odnese od tega. Ne? Ja, pa upajmo, da to ni zadnja epizoda. Ne? Ja, upajmo. Mogoče se kaj razvije iz tega. Veliko od Jakoba odvisno. Skratka. Reš. Zdaj pa cajt, da zaključimo. Lahko zmolimo zdravo Marijo za konc, zato da zmolimo za našo zadnjo, za našo smrtno uro. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslavlja vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala.